Zdaj pa še zadnja današnja predstavitev. Najlepša hvala, Maša, za razumevanje in potrpljenje in tudi vsem ostalim sodelujočim. Maša, prihajaš iz zavoda Beletrina, ki se ukvarjate z založništvom, pa, kot smo že slišali, se ukvarjate tudi z dostopnostjo. Zdajle nam boš pa predstavila v bistvu eno tretjo stvar. Tako je. Tretjo stvar, ki pa jo tudi ti zelo dobro poznaš in tudi Kristjan. Med drugim namreč predstavila bom naš projekt, naš skupen projekt, če smem takole reči, na prostem.si, ki je v bistvu namenjen vzpostavljanju pravične digitalne družbe. To je pač najvišja vrednota, ki jo nosimo vse organizacije, ki dejansko ustvarjamo ta projekt, torej na prostem. To je projekt, ki omogoča uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev za nevladne organizacije. Zdaj sem mislila kar stran deliti, če... Aha, jo ti deliš, ok. Lahko jo, seveda, izvoli, če želiš. V bistvu mi je vseeno. Skratka, torej naša vodila so dostop, podpora in pa usposabljanja za, kot omenjeno, uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev za nevladne organizacije. Projekt izvajajo Beletrina, Društvo Rampa, Društvo Ljudmila in Inštitut za elektronsko participacijo INEPA. Ob teh glavnih projektnih izvajalcih pa so prisotni tudi Društvo Duh časa, Studio 12, Lugos iz Novega mesta, Lugos in Zavod Rea iz Novega mesta. In sicer je v bistvu point tega projekta, bistvo projekta je, da pač je več vodil, torej cilj projekta je, da razvijemo novo digitalno storitev, ki je v bistvu to, kar Simona zdaj prikazuje na svojem ekranu. To je v bistvu digitalna storitev na prostem.si, ki pomaga pri bolj učinkoviti uporabi preverjenih odprtokodnih programov in storitev, za katera mi izvajamo usposabljanja za nevladne organizacije in pa njihove člane. Se pravi, izvajamo v bistvu ta projekt po 3 oziroma 2 glavnih, kako naj rečem, špurah. In sicer eno je to, da pač želimo ozavestiti čim širši krog uporabnikov oziroma ljudi, ki želijo uporabno vrednost digitalizacije izkoristiti v svojo prednost, vendar morda niso zadosti ozaveščeni in informirani o tem, kaj sploh je na voljo. Skratka, pač že naše raziskave v okviru projekta so pokazale, da je veliko ljudi na splošno, tudi v bistvu pripadnikov oziroma članov nevladnih organizacij, ne pozna možnosti uporabe odprtokodnih programov in storitev, sploh niso poznali niti nekih bistvenih lastnosti ali pa predvsem teh kritičnih lastnosti, zaradi katerih se pač lahko človek odloči med tem, ali bo uporabljal neko licenčno programsko opremo ali pa bo uporabljal neko, kar je neko odprtokodno programsko opremo. Skratka, v okviru tega projekta smo oblikovali najprej pakete izobraževanj oziroma izobraževalne pakete. Vsak paket je namenjen določenemu delovanju, se pravi, bodisi od komunikacije ali pa samo delo na računalniku, do oblikovanja, do različnih možnosti objav in tako naprej, ali pa recimo tudi videov in recimo merjenje raznih statističnih podatkov in analitičnih podatkov uporabe spletišč. Torej, za vse te stvari so bili oblikovani paketi usposabljanj, kamor se lahko, torej lahko si jih dodobra pogledate tukaj na tej spletni strani, kjer imamo narejen tudi primerjalnik med odprtokodnimi in zaprtokodnimi programi za določena področja delovanja, da si lahko dejansko res tudi človek, ki iz nule začne gledati nekaj na to temo, zelo hitro lahko pride do teh ključnih informacij, ki mu potem res pomagajo, da se odloči in začne z uporabo tovrstnega programa in storitev.
Mi seveda usposabljamo nevladne organizacije in člane za tiste, ki so pač preverjeni in pa brezplačni. Na podlagi teh usposabljanj so bili izvedeni tudi tutoriali, da dejansko po usposabljanju, ki se ga en udeleženec pride na usposabljanje v živo, ima možnost tudi vedno osvežiti svoje znanje z ogledom tutoriala, ki je pa objavljen tudi na prosto dostopnem oziroma na odprtokodni storitvi PeerTube, ki je pač alternativa dobro znanemu YouTubeu. Obenem smo torej razvijali tudi možnosti delovanja in komunikacije na Nextcloudu. Zelo pomembna je pa tudi tale stvar, ki jo si Mora zdaj odprla, in to je forum. Tudi to je ena oblika, poleg teh tutorialov je tudi ena izmed oblik pomoči uporabnikom, dodatnega pridobivanja znanja za uporabnike, od teh najbolj osnovnih informacij za čiste začetnike do tistih, ki dejansko želijo sodelovati bodisi pri kakih resnejših projektih v smislu prevajanja določenih programov in tako naprej odprtokodnih, ker dejansko za te programe, razvoj teh programov in tudi njihovo promocijo nenazadnje skrbi skupnost, torej skupnost razvijalcev in skupnosti uporabnikov, ki so v bistvu na nek način imajo zelo močno presečno množico, ker so v bistvu uporabniki obenem tudi razvijalci. Se pravi, tudi za te je prostor na našem forumu. Kot rečeno, je pač bistveno, da smo tukaj na voljo za pomoč uporabnikom, bodisi za osebe, ki so za starejše, na primer, ki se lahko naučijo tudi zgolj osnovne rabe računalništva. Povezane vse te informacije so pa tudi z Wiki na prostem.si, to pa je odprtokodni program oziroma storitev informacijske narave, kjer pa dejansko lahko najdete tudi zapise na določene teme, ki se dotikajo tako in drugače digitalizacije, odprtokodnih programov, formatov in vseh s tem povezanih nekako širših tem. Mogoče, Maša, če zbereš misel za zaključni del svoje predstavitve, v tem času pa jaz poudarim ta del, da, kot ste slišali, projekt je pridobljen in namenjen v tej fazi nevladnim organizacijam, vendar naša ambicija je bila širša. Gre se za to, da bi naredili osnovo za to, da se odprtokodni svet v računalniškem prostoru predstavi na laiku prijazen način, tako da upamo tudi v sodelovanja in nadgradnje v nadaljevanju z drugimi družbenimi skupinami, ne samo nevladnim sektorjem. Ja, pač, če smem sam končati, sem ravno to hotela reči, da pač vsekakor je projekt trajnostno naravnan, kar pomeni, da dejansko po koncu projekta se te aktivnosti absolutno ne mislijo končati. V bistvu jih zdaj tretiramo mogoče rahlo bolj kot pilotne zadeve, ki jih zdaj preizkušamo na različnih ciljnih skupinah in na različnih vrstah udeležencev na usposabljanjih. Ko bo pa, seveda je pa v okviru tega projekta načrtovana tudi pravna oseba, ki jo nameravamo ustanoviti v obliki, zdaj, kot se pogovarjamo o zadrugi, ki bi dejansko prevzela vse te oziroma pač izbrane usposabljanja za nadaljnje izvajanje, ki bi jih pa seveda potem ponudili tudi vsem drugim raznolikim ciljnim skupinam, seveda tudi šolnikom, ljudem, ki so vpeti v izobraževalne sisteme, oblikovanje izobraževanja, do občinskih in raznih drugih, mogoče javnih sektorjev. Tako da vsekakor je bil to tudi moj namen poudariti. S tem namenom vam tudi to predstavljamo, ker bi bilo zelo zanimivo imeti takšno izkušnjo tudi v mogoče malo bolj, kako nečem, formalnem izobraževalnem sistemu. Namreč znanje iz tega področja je nekako tudi ključno za neko digitalno pismenost človeka, za neko pismenost in osnovno možnost odločanja o tem, kaj bo uporabljal. Zaradi tega, ker je pač promocija licenčnih programov tako nadvlada nad sploh te informacijami o tem, da obstajajo te alternative, ki so uporabniku pogosto tudi bolj tehnološko dostopno,
vsekakor pa finančno bolj dostopne in še kup drugih prednosti je, ki se jih ne zavedajo ljudje. Tako da to je pač tudi namen projekta. Obenem pa naj poudarim še to, da je društvo Duh časa tukaj sodeluje tudi z donacijami, z donacijskimi aktivnostmi, obnovljene, rabljene te računalniške opreme. Tako da tudi tukaj se lahko dejansko vpiše v spletni obrazec in se tudi za to poskrbi v okviru tega, da pač je računalnik, ki je polno opremljen z dejansko odprtokodnim sistemom KD Neon in obenem pa delimo na usposabljenih oziroma tudi na usposabljenih tudi ključke, USB ključke, na katerih je 9 odprtokodnih programov in storitev, ki si jih lahko človek naloži na svoj računalnik in jih začne v bistvu uporabljati takoj. To je pa zdaj vse. Hvala. Hvala lepa, Maša. Oprosti za prekinitev, vmes mogoče 2 stavka, kje pa se lahko tudi šole pridružite v smislu uporabe te storitve pri pouku. Nedvomno lahko sodelujejo dijaki tudi kot akterji v forumu ali z postavljanjem vprašanj ali z podajanjem odgovorov. Enako Wikipedija, vemo, da je Wiki orodje namenjeno temu, da se skupaj oblikujejo zapisi, prav tako vabljeni. In seveda, če bo tema odprtokodna, bo Peertube projekta na prostem oziroma znamke na prostem ali kaj bo po koncu projekta to nastalo, gotovo pripravljen objaviti videoposnetek z to tematiko. Takole. Jaz mislim, da sva odlično predstavili tudi ta del digitalnega sveta, se pravi odprtokodni svet, vsaj na način, da imate mogoče zdaj pred sabo neko sliko, kam lahko greste malo pogledati oziroma nas potukati za rokav, da še kaj dopišemo, še kaj pojasnimo, še kakšno informacijo shranimo na to spletno mesto. Prav, verjamem, da marsikdo je le navidezno in niti virtualno več z nami, zdaj pa, če ste na volji, se pa lahko tudi še majčkeno priključite z kamerami, da si pomahamo v slovo, absolutno pa seveda še velja, da si lahko še kakšno vprašanje postavi, kakšna misel, kakšen komentar. Tako da vabljeni, predvsem šolniki. Simon se je prejle oglasil, mogoče še kdo ima kakšen komentar, kaj za pa vprašati. Dobro. Izvoli, Gaja. Jaz sem bila opomnjena strani naše ekipe, da sem vam vsem pozabila povedati, da se ukvarjamo zelo veliko s medijsko pismenostjo, ki je tudi en tak dober steber digitalnih sposobnosti, in na to temo novembra pride k nam ena zelo fajn razstava iz Berlina, ki se bo ukvarjala z dezinformacijami in generativno vsebino, tako da